Dobrodošli v svetu Ambientih, kjer se danes še posebej navdušujemo nad lesom oziroma gradnjo z njim. Ali veste, da 1 kubični meter lesa v sebi skladišči približno 1 tono ogljikovega dioksida? Za povprečno veliko leseno hišo je potrebno okoli 50 kubičnih metrov vgrajenega lesa, kar pomeni, da je v leseni hiši ujetega 50 ton ogljičnega odtisa. In tu je zanimiv vidik. Lastnik je s tem naredil za okolje več, kot če se celo življenjsko dobo ne bi vozil z avtomobilom. Gospod Dujič, ko gre za gradnjo z lesom, imate res veliko izkušenj tako v teoriji kot v praksi. Zato me najprej zanima, zakaj bi se nekdo odločil za leseno gradnjo in ne za klasično zidano? Les kot gradbeni material je dobil predvsem v sodobni trajnostni gradnji neko dodatno veljavo. In kakor imamo nek lesen, masivni ovoj, v katerem bivamo, živimo, nam les kot material uravnava zračno vlago in daje predvsem tisti občutek bivanjskega ugodja. Poleg tega pa delujemo trajnostno. Les je naravni material, ki po svojem odsluženem življenjskem ciklu propade. To pomeni, ne obremenjuje okolja. Koliko pa se les dejansko v praksi uporablja danes pri sodobni gradnji? Lahko rečem, da v tem tisočletju, stoletju, se pravi od leta 2000 dalje, je ta ekološki način razmišljanja spodbudil to leseno gradnjo. In predvsem tehnologija predelave lesa je pripeljala do tega, da imamo v gradbenem segmentu neke nove produkte, se pravi križno lepljene plošče. Dajte nam še malo opisati, prosim, to cross-lam tehnologijo. Cross-lam tehnologija se je nekako razvila 20 let nazaj, že prej so bili poskusi, kako les umiriti. Se pravi, moramo vedeti, da delovanje lesa je zelo intenzivno prečno na vlakna, vzdolžno z vlakni les zelo veliko nosi in tega delovanja v primeru vlage ni, prečno na vlakna je pa les nestabilen. Zato križno lepljeno strukturo smo pa mi dobili stabilni element, kjer so na začetku probali ta les najprej lepiti, pa niso bila pravilna lepila, ni bilo pravilnega tehnološkega postopka, kako bi lahko to zlepili, potem so jih žeblali, so bili najprej kovinski žebli, nato aluminijasti, danes tudi leseni mozniki. Z uporabo poliuretanskega lepila pa se je razvila predvsem ta tehnologija križno lepljenih elementov, kar pa pomeni, da je element v svoji ploskovni dimenziji stabilen. In zdaj, če mi tak element uporabimo za stenski element, medetažno konstrukcijo ali za strešno konstrukcijo, to pomeni, da je ta konstrukcija stabilna in lahko v bistvu na njo dodajamo vse tiste zaključne materiale in znotraj in zunaj in dejansko ne bojo utrpeli nekih poškodb zaradi delovanja lesa. Leseno konstrukcijo lahko pred vremenskimi vplivi zaščitimo s termomodifikacijo pri višji temperaturi, globinsko impregnacijo z različnimi preparati na osnovi borovih spojin ali pa površinsko z različnimi premazi. Možna je tudi uporaba prefabriciranih plošč ali pa kontaktne fasade. Prav tako se življenjska doba lesa podaljša s konstrukcijskimi detajli, na primer, da je les dvignjen od tal, lesena fasada pa zaščitena z večjimi napušči. In zdaj govorimo o gradnji z okvirno leseno konstrukcijo. Gospod Božac, razložite nam, prosim, kaj je to? Okvirno leseno konstrukcijo sestavljajo leseni vzdolžniki in prečniki, ki so tukaj skriti v steni. Okoli teh lesenih konstrukcijskih elementov pa je izolacija. Izolacija so lahko lesna vlakna ali pa v konkretnem primeru celuloza. Ta celotna konstrukcija pa je obdana z ploskovnimi materiali. Tukaj vidimo lesno fasadno ploščo in pa na notranji strani leseno ploščo. In kakšne so zdaj prednosti takšne gradnje? V primerjavi z ostalimi ima takšen tip konstrukcije veliko prednost, saj je po celotnem preseku konstrukcije prisotna izolacija. Zaradi tega je ta tip gradnje izredno dobro toplotno izolativen, hkrati pa ima celuloza tudi lastnost dobrega faznega zamika. Nadalje lahko rečemo, da je ta konstrukcija v celoti sestavljena iz naravnih oziroma recikliranih materialov. Seveda je tak sistem atestirano požarno varen,
predvsem iz razloga, ker so leseni konstrukcijski elementi obdani z izolacijskim materialom. Celuloza je obdelana z mineralnimi snovmi, kar preprečuje prosto gorenje. Hkrati so pa leseni konstrukcijski elementi dimenzionirani tako, da je preprečeno njihovo pregorevanje. Predstavljeni konstrukcijski sistem pa je tudi potresno varen. Naslednja prednost takšnega konstrukcijskega sistema pa je tudi sposobnost absorpcije, sprejemanja in oddajanja vlage oziroma vodne pare. Namreč tako les kot celuloza sta sposobna sprejemati in oddajati vodno paro oziroma vlago, kar zelo ugodno vpliva na samo mikroklimo v prostoru, v katerem potem živimo. Kot zadnje bi pa omenil, da je to vrstni sistem v primeru pasivne oziroma skoraj nič energijske gradnje tudi deležen najvišje nepovratne finančne spodbude se strani Ekosklada, in sicer 135 evrov na kvadratni meter za izvedbo stanovanjskih objektov fizičnih oseb in pa 400 evrov po kvadratnem metru za izvedbo javnih objektov.